Vatikansko dvorano Pavla VI. So 15. oktobra napolnili dedki in babice ter ostarele osebe, ki so povezani v italijansko združenje starejših zaposlenih oseb. Po bogatem programu, sestavljenem iz glasbe, pričevanj in nagovorov, se je zbranim pridružil še papež Frančišek. Spregovoril jim je o njihovi pomembni družbeni vlogi, saj so podlaga in spomin naroda, zgled ljubezni, predanosti in modrosti. Cerkev gleda na starejše osebe z naklonjenostjo, priznanjem in velikim spoštovanjem. Predstavljajo bistveni del krščanske skupnosti in družbe, prav posebej pa predstavljajo podlago in spomin nekega naroda. Ste pomembna navzočnost, saj vaša izkušnja predstavlja dragocen zaklad, nepogrešljiv za gledanje v prihodnost z upanjem in odgovornostjo, je dejal papež Frančišek. Nemalo je starejših, ki svoj čas in sposobnosti, ki jim jih je dal Bog, velikodušno posvečajo pomoči in podpori drugim. Papež je izpostavil tiste, ki pomagajo v župnijah. Nekateri se posvečajo okraševanju cerkva, spet drugi so katehisti, animatorji med bogoslužjem ali karitativno dejavni. Spomnil je tudi na pomembno vlogo starih staršev v družinskem okolju. Koliko starih staršev skrbi za vnuke in tem najmlajšim s preprostostjo posreduje življenjske izkušnje, duhovne in kulturne vrednote skupnosti in naroda. V državah, ki so utrpele veliko versko preganjanje, so bili stari starši tisti, ki so posredovali vero novim generacijam ter poskrbeli, da se otroka naskrivaj krstilo. Je spomnil papež Frančišek in nadaljeval: v svetu, kot je današnji, kjer sta moč in videz pogosto mitizirana, imajo starejši poslanstvo, da pričujejo o vrednotah, ki so zares pomembne in ki ostanejo zavedno, saj so zapisane v srce vsakega človeka in zagotovljene strani Božje besede. Ravno zato, ker ostarele osebe spadajo v tretje življenjsko obdobje, kamor je papež Frančišek prištel tudi samega sebe, so poklicane pričevati o lepoti življenja. Poklicani smo delovati za razvoj kulture življenja in pričevati, da je vsako življenjsko obdobje Božji dar in da ima svojo lepoto in svojo pomembnost, ki je zaznamovana s krhkostjo. Ob sklepu je sveti oče dejal: dragi dedki in drage babice, hvala za zgled ljubezni, predanosti in modrosti. Pogumno nadaljujte s pričevanjem o teh vrednotah. Naj v družbi ne manjkajo vaš nasmeh in lesk vaših oči.